Ponovno prisrčno pozdravljeni. Z vami smo nazaj v nogometnem parku Dobrovce, kjer je pred nami drugi polčas dvoboja med nogometnim klubom Dobrovce in nogometnim klubom Podvinci. 4-0 pa vodstvo gostov iz prvega polčasa. Kar 4-krat se je zatresla mreža tilna ploja. Povsem so prevladali po tistih uvodnih 5, 6, 7 minutah, ko so nekako še držali ritem igre in pobudo domači nogometaši, potem pa lahko rečemo pravi razpad igre varovancev Zvonka Breberja, novega trenerja na klopi domačega moštva. Videli bomo, kakšna so bila navodila med oddihom, med 15-minutnim premorom in ali lahko v svoji igri kaj dodajo domači nogometaši. Zdaj tam preko Jagra. Vojkošek tokrat začenja, pa Lah. Nekaj kombinacij v obrambni liniji. Še Reni Svenšek, pa pravimo nazaj do Laha. Sedaj poizkus dolge podaje znova hitri Rok Svenšek, ki je skoraj da ujel tole žogo. Kar nekaj izvrstnih šprintov Roka Svenška smo lahko videli. Nekaj lepih odtekanj v kazenski prostor. Zdaj poizkus domačih, tam se ni najbolje znašel Domen Klanšek. Spustil si žogo mimo telesa. Pa še enkrat tudi slabo posredovanje Aljaža Jagra. Hitro so izvajali gostje. Začenjajo preko Korena. Nova lepa akcija, tam priložnost in realizacija Jaka Vajda z drugim zadetkom danes. Ponovno lepo odkrivanje in še lepši zadetek. Tukaj le poglejmo, nakazal je z roko po podaji Roka Korena. Krasno tekanje v kazenski prostor in prehitro se je spustil na kolena Tilen Ploj. Nato pa udarec Jake Vajde pod prečko za 5-0 v 48 minuti srečanja tretje nogometne lige Vzhod. Visoka prednost gostov in pravo malo katastrofo doživljajo danes na domačem igrišču nogometaši Dobrovc. Jager pri žogi, tam se še vedno bori Krivec. Ponovno gostje pri žogi, ki še enkrat začenja preko Roka Korena, pa še enkrat Vajda. Vajda sedaj tam Bajraj se odkriva in tudi Šegola. Dve menjavi so opravili gostje. Ob polčasu iz igre je odšel Jan Oman, vstopil je številko 8 Orovič Jernej, prav tako pa iz igre tudi Denis Kuserban, ki ga je zamenjal številko 9 Marko Šegola. Pri domačih pa v polčasu menjava Aleks Tašner iz igre, v igro pa številko 15 Bine Pušnik. Odlično so se zagradili domači. Če se tam zagradil Orovič in priboril gola za goste.
Desno. Bajraj podaja proti Oroviću, ki se je znašel v kazenskem prostoru. Nov udarec iz kota so si priborili gostje. Bajraj bo tokrat izvajalec. Ložek Bajraj tam skok z glavo in s težavami izbijajo domači. Še vedno gostje pri žogi, sedaj je poizkus direktnega strela na vrata. Tokrat brez večjega dela za Tilna Ploja. Iz avta začenjajo domači. Vprašanje, kaj lahko še danes storijo nogometaši nogometnega kluba Dobrovce, ki ostajajo tudi v začetku drugega polčasa v podrejenem položaju. Podvinci na desno, da se tam odkriva kot vedno Orović Jernej v tem drugem delu. Lepo prenose igre izvajajo nogometaši Podvincev, ko so s to kombinatoriko prišli tudi do nekaj zadetkov danes. Ko so razbili igro domačih nogometašev, povsem zasluženo vodstvo, to moramo dejati. Več so prikazali, lepša, prodornejša igra gostov. Tam sedaj ponovno Rok Koren poizkuša. Žoga v sredini, boril se je Marko Šegula. Mislim, da pred nami naslednja v nizu menjav, če se ne motim. Sicer čakajo domači na izvajanje iz avta. Mislim pa, da smo videli zamenjavo. Zamenjava v gostujoče moštvo iz igre Jan Ziko Zajko. So moji podatki pravilni, v igro pa številko 14 Alen Marošič. Pri žogi pa steber obrambe gostov Branko Lah.
Gojkošek in lahko v kombinaciji. Sedaj je žoga v telo. Rodno je sedaj prejel tole žogo Levina Podbrežnika, z njim bo vse v redu, Stežal bo nadaljeval. Jager pa išče večje in boljše odkrivanje svojih soigralcev. Sedaj je preigravanje Rojka, s prekrškom se bo gosti zaustavili. Rojko in Krivec v kombinaciji. Jager je sedaj izgubil žogo in gost je ponovno v posesti. Bajraj. Poizkus kazenski prostor. Toda zaenkrat se rešujejo in branijo domači, ki sicer zaostajajo že s 5-0. Precej agresivno napada Šegola obrambo domačih. Orovič, Vajda. Marušič, Vajda znova, Vajda s predložkom v sredino. Tam ni uspel do skoka Rok Koren, ki smo ga danes že lahko videli v nekaj skokih v napadu. Še ena podaja proti vratom, toda tokrat premočno, tole bo gol out za Tilna Ploja. Ajde, probate enostavno naprej igrati, nič mišljati, ajde. Muri za žogo, zadi za. Dolgo žoga naprej, je tam najvišji skok Gojkošek. Dvojna podaja pri gostih. Domači izbija z golov out. Rušič iz avta. Tam je sedaj zgrešil žogo Koren, še vedno Koren. Vajda strelja in to je nov zadetek. Nov zadetek v mreži domačega moštva. 6-0 je rezultat v Športnem parku Dobrovce. Strelec pa Jaka Vajda. S hat-trickom je danes povsem dotolkel Jaka Vajda domače nogometaše. Tukaj je pametno prepustil Rok Koren žogo Vajdi, ki jo je imel na nogi, ki je bil na letu, in natančna eksekucija Jake Vajde za 6-0 v 59. minuti srečanja. Mislim, da domači, glede na danes prikazane, nimajo prav nobenih možnosti niti po remiju, kaj šele po kakšni ambiciji in zmagi. Na domačem igrišču vknjižili bodo visok in težek poraz. Jager v kombinaciji s Krivcem. Tudi motivacija je sedaj verjetno povsem padla domačim nogometašem. Niso se nadejali tako visokega vodstva gostov po zgolj 60 odigranih minutah. Zdaj prodirajo Klanšek, ki je uspel potegniti. Še vedno domači v napadu. Zdaj strel proti vratom, toda sprožil je Bini Pušnik. Tudi ta žoga ni poletela niti v okvir vrat Tibore Canka. Hitro pa gre do gostje, prema žogi na desno stran, Marušič pri njej. Marušič je vedno.
Bajraj. Sicer atraktivni poizkus Vajde do Marušiča, ki pa se mu ni najbolje posrečil. Pa prenos igre na levo polovico. Zdaj so, kot vidite, povsem stisnjeni na svojo stran domači nogometaši. Tam Orovič in Vajda kombinirata. Zdaj Orovič s poizkusom v sredino, tam skok Šegule. Nova lepa akcija, toda žoga za domačega vratarja. Tukaj poglejmo, res lepa akcija Vajda in kombinacija z Orovičem, potem pa Orovič, ostra žoga proti sredini, skakal je Šegula, a izid ostaja 6-0 za goste. Zdaj po levi strani še enkrat hitri Svenšek, ki je uspel dobiti to žogo. Čudovito preigravanje, skozi noge, strel proti vratom, tam zadnjimi močmi posreduje Tilen Ploj in še enkrat, ali bodo še moral tretjič posredovati. Tole je bil sedaj nalet gostov, kar naenkrat so si priigrali dve čudoviti priložnosti gostje, zdaj pa mislim, da bo to prekršek. Tako je, pregrob je bil tukaj Rene Svenšek v tem napadu. Tam je bila to krasna akcija hitrega Roka Svenška, ki je preigral domačo obrambo, sprožil proti vratom in izkazal se je tokrat Tilen Ploj in preprečil še više vodstvo gostov. Zdaj je bil to eden izmed redkih poizkusov proti vratom. Redki strel proti vratom v domačem moštvu, ki pa ni pomenil prav nobenega dela za Tiborja Canka, vratarja nogometnega kluba Podvinci. Všeč lahko kombinacija, pa žoga Bajraja na levi strani. Mislim pa, da je žoga že prešla avto črto. Hitro zaustavljen napad. Zdaj bo potrebno nekaj zdravniške pomoči. Eden izmed domačih je na tleh. Tam je dobil udarec, mislim, da prav Aljaž Jager, ki je kapetanski trak zamenjal z izključenim Rokom Lubejem. Tudi domači so zdaj športno vrnili žogo gostom. Palah in Orovič. Bajraj. Vajda in Šegula, tudi Šegula. Dobro okrepitev pri gostih, sedaj še vedno Vajda preigrava. Vložek v sredino, tam poizkus s škaricami, mislim, da je bil to Murat Bajraj, atraktivno to, da
Piščovka, sodnika Slavka Nemeta se je oglasila, mislim, da v prepovedanem položaju tudi Bajraj. Bravo, Šegi! Pušnik! Pušnik! Vine! 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 Tu pridi na levi bok! Na levi bok! Domači začenjajo. Gosti začenjajo, se opravičujem, iz počasi svoje polovice. Nikamor se jim ne mudi. Z visoko prednostjo 6-0 v 67. minuti. Premalo odločni so domači v obrambni in zvezni liniji. Zdaj je nova akcija, nova priložnost in tam je preko vrat sprožil iz 5-metrskega prostora. Ali je bil to Rok Koren, tukaj le poglejmo. Tule je imel novo povišanje na nogi Rok Koren, izid ostaja 6-0. Poskusi reakcije domačih nogometašev. Preko Jana Krivca. Dobro, ajmo, gremo, normalno. Lahko se je odločil za levo stran. Rene Svenšek in Orovič v kombinaciji. Svenšek. Zdaj do Laha. Koren se odkriva. Koren pri žogi do Vajde. Vajda in Orovič v kombinaciji. Tam lepo do Marušiča. Še vedno pri žogi Marušič. Nova podaja v kazenski prostor. Vajda pa ni uspel priti do žoge. Precej težav imajo danes z gostujočim napadom domači nogometaši. Nikakor ne morejo razviti svoje igre. Velika premoč v posesti nogometašev Podvincev. Zdaj Vajda. Štahel je izbil avto z metom iz avta, bodo pričeli gostje. Še ena lepa akcija gostov. Tam se jih precej odkriva v sredini. Ali bodo prišli do zaključnega strela? Tam strel proti vratom Ploja. Bajra je sprožil. Danes že strelec drugega zadetka. Eno za drugo si priigrajo priložnosti gostje. Ves čas so v nevarnosti domača vrata. Zdaj začenja Orovič. Sredine tokrat Šegula. Še vedno gostje pri žogi. Orovič tokrat podaja, nenatančna. Niso prodirali po levi strani. Ponovne
gosti v napadu, krasen prenos igre, tam se je Vajda lepo odkril, na pomoč mu teče Marušič. To nov predložek v kazenski prostor. Orovič in Marušič skupaj z Vajdo v kombinaciji. Dobre okrepitve Aleša Čeha v drugem delu igre. Poživili so tako Šegula, Marušič kot Orovič igro gostov, še dodali nekaj plina. Medtem ko teče že 71. minuta. Pri rezultatu 6-0 za goste. Bajraj. Visoka žoga Bajraja, skakal je Rok Koren. Danes že nekaj poizkusov z glavo Roka Korena, a zaenkrat še noben ni našel poti v mrežo. Stavi se za žogo, pa potem napademo. Umiri, ne rabiš. Pomikaj počasi, pripravljaj se. Tudi nekaj volje in želje se mi dozdeva je sedaj zmanjkalo domačim nogometašem pri tem velikem in visokem zaostanku. Jager proti Krivcu, Krivec sedaj z lepim preigravanjem. Tam se odkriva Pušnik, odvzeta žoga. Na mestu Tomaž Gojkošek. Bo pa to zdaj udarec iz kota za domače nogometaše. Predložek je bil to v kazenski prostor, a brez pretirane nevarnosti za Canka na vratih Podvincev. Domači so sicer prišli do skoka, toda nenevarno je bilo vse skupaj. Vlečenje za dres, to bi lahko bil tudi kakšen karton, verjetno zadnje opozorilo. Mislim, da je tam znova Koren lepo preigraval po levi strani. Zdaj pa Orovič. Orovič in Šegula v kombinaciji, še vedno Šegula pri žogi. Šegula, ali se bo odločil za strel? Poizkus z razdalje, to da blokirali so domači nogometaši, pa Marušič pri žogi. Tule je Orovič. Lepa kombinacija, tam oteka številko 20 Bajraj, ki pa ni uspel do žoge. Orovič ponovno pri žogi. Pušič v kombinaciji z Gojkoškom. Pa Lah, zdaj so znova visoko, vse visoko postavili gostje. Povsem stisnjeni na svojo polovico so domači nogometaši, ki nikakor ne morejo
priti do kakšne akcije. Tam Vajda znova z lepim prodorom. Šegola tukaj preigrava, Šegola strelja in to je nov zadetek. 7-0. Strelec pa Marko Šegola zapisali bomo 76 minuti po novi lepi akciji Jake Vajde. Tukaj le poglejmo, tam je lahko pričel vse skupaj iz obrambe. Krasna podaja in odkrivanje. V naletu je bil Jaka Vajda, prehitel obrambo domačih. Znašel pa se je Marko Šegola in na koncu zaključil za novo povišanje, zdaj že na 7-0. Povsem razbito deluje moštvo Zvonka Breberja danes. 7 zadetkov v 75 minutah je ogromno prejetih seveda. Občutno pa bodo svojo statistiko izboljšali gostje z oknjiženimi 7 zadetki ali more biti še celo kakšni več do konca srečanja po vse prevladi, ki jo danes kažejo tukaj v športnem parku Dobrovce. Orovič ponovno. Še eno vlečenje za dres je bilo to. Nespretno in tudi nešportno. Krivec, ki mislim, da bo sedaj porumenel v 77 minuti. Že piše Slavko Nemet kazen kartona. Nov predložek pa bo to za Podvince. Kdo drug kot Vajda. S 3 zadetki in nekaj čudovitimi podajami. Eden izmed boljših posameznikov pri nogometnem klubu Podvinci. Tole zna biti direktni strel proti vratom. Odlično Vajda. Tole je bil pravi projektil na gol Tiborja oziroma Tilena Ploja. Tukaj le poglejmo. Izvrstno je sprožil, tam pa je zadnjimi močmi Ploj odbijal najprej v prečko in na to čez gol. Tudi nekaj sreče zdaj, kmalu bi lahko videli povišanje na 8-0 pa na udarec iz kota. Zdaj je ponovno Vajda v naletu. Vajda še enkrat sprožil je zdaj Vajda proti Ploju. Kakšna prevlada danes kažejo nogometaši Podvincev. Nekaj predaha za domače. Jan Krivec tam v kombinaciji z Jagrom. Zdaj je Marušič kombinira z Lahom na sredini. Povsem je padel ritem igre domačim
nogometašem. 7-0 izgubljajo na svojem domačem terenu, brez možnosti za vrnitev. Danes pa, če ni bil njihov dan, niso pokazali tiste igre, ki so jo že znali tudi v preteklosti, ko so si priborili igranje v tretji slovenski nogometni ligi, v vzhodnem delu tretje slovenske nogometne lige, kombinacije sedaj Šegule in Oroviča, kot že ničkolikokrat danes. Bolj so borbenejši so gostje, več želje po dobrem rezultatu, tam se bori Rene Svenšek. Pa krasno preigravanje Bajraja, čudovito do akcije, tam pa mislim sedaj, da je v telo oziroma v obraz dobil žogo domači vratar, potreboval bo kakšno sekundo predaha v tem naletu Murata Bajraja in strelu. Tule poglejmo še enkrat, ponovno so krasno kombinirali gostje. Svenšek je podal do Bajraja, ta je tukaj žogo sprejel, krasno preigral domačo obrambo Bineta Pušnika, sprožil na vrata, skupaj pa jo je Tilen Ploj, seveda nenamerno, udarec pa iz kota. Podajalec Orovič na bližnjo vratnico, še ena priložnost za predložek, tokrat pa premalo odločno in rešili so se domači iz primeža in naleta gostov. Tukaj lahko vidimo precej agresivno posredovanje in znova so domači izgubili žogo. Marušič je bil tisti, ki jo je preigral in posest pripada gostom. Šegula, Svenšek kombinirata. V tem napadu so se domači rešili, žoga bo za Tilna Ploja. Gojko, mirno, Gojko! Bravo, Gojko! Ja, prej, bravo, Gojko, mirno, bravo, Gojko! Za žogo, more! Zdaj domači brez prave ideje, kako se rešiti, kako ne prejeti še kakšnega zadetka. Zagotovo si vsi nogometaši domače moštvo želijo predvsem zaključka in zaključnega žvižga glavnega sodnika, da se to srečanje čim prej konča, čim prej zaključi. Sedaj poizkus Jana Krivca, ki ni bil ne prava podaja, ne strel na vrata. V 85. minuti pred samim zaključkom dvoboja. V tretjem krogu smo visoko vodstvo Podvincev. 7-0. Najprej v 15. minuti po realizirani 11-metrovki in dosojeni najstrožji kazni, ko je domači kapetan Rok Lubej nespretno posredoval v kazenskem prostoru, z roko izbijo iz golove črte. Za Podvince pa je zadeval iz 11-metrovke Branko Lah, na to povišanje na 2-0 Murat Bajraj v 26. minuti.
Pa iz prostega strela Jan Ziko Zajko s krasnim zadetkom za 3-0 v 33. minuti in še pred iztekom prvega polčasa Jaka Vajda za 4-0 v 40. minuti srečanja, na to pa še nova kanonada v drugem polčasu. 48. minuti Jaka Vajda z drugim zadetkom in potem s hat-trickom v 59. Vajda še s tretjim zadetkom za povišanje na 6-0 in 7-0 v 76. minuti, nekaj minut nazaj Marko Šegula, prav tako pa smo lahko videli še nekaj dodatnih, pravzaprav lahko rečemo kar kopico akcij nogometašev Podvincev, ki bi lahko ob nekaj bolj srečnem razpletu prišli še do kakšnega zadetka več. Sedaj Jager išče prostega Klanška, kombinacija s Pušnikom. Pušnik in Klanšek kombinirata po levi strani, ena izmed redkih akcij na polovici Podvincev. Ilino Podbrežnik bo sedaj imel priložnost poslati predložek v kazenski prostor. To je bil neposredni strel na vrata Elvina Podbrežnika. Gostje sedaj nov napad. Še enkrat hitri Vajda, ki pa mu je tokrat žoga pobegnila v out. Tudi kondicijsko mislim, da veliko bolje pripravljeni gostje od domačih nogometašev, ki sedaj le še čakajo zaključek in zaključni žvižg sodnika Slavka Nemeta. Klanšek, to bo prekršek 14 nad 14 in rumeni karton za Alena Marušiča v 88. minuti. Priložnost bi dobil Domen Klanšek, brez tega prekrška, to je zagotovo. Zdaj bo pa Aljaž Jager tisti, ki bo poslal žogo v kazenski prostor pred vrata Tiborja Canka. Tole mislim, da bo ena izmed zadnjih akcij, ali lahko pride vse do častnega zadetka. Domači nogometaši. Jager pred vrata, toda brez dela za Canka, ki je brez težav polovil tole žogo. Že v novem napadu pa tudi gostje. Še en udarec proti vratom. Desetica, Žan Horvat zamuda, to je bila zadnja menjava tudi v vrstah gostov. Rok Koren je odšel iz igre, v igro pa v zadnjih minutah številko 10 na hrbtu Žan Horvat zamuda. Medtem ko teče zadnja minuta rednega dela, prav veliko Slavko Nemet ne bo podaljšal tega srečanja. Še enkrat Šegula pri žogi, novo utekanje, nova priložnost, utekanje za zamudo, ki pa tokrat ni bil dovolj hiter. Šegula.
Vajda, ki je sprožil še en krasen udarec Vajde, tokrat dobro posredovanje Tilna Ploja, ostaja 7-0. In pa tudi zadnji sodnikov žvižg odpiskal je Slavko Nemet konec tega srečanja, ki so se ga seveda zmage visoke razveselili nogometaši Podvincev 7-0. Vsekakor pa so veseli, da je konec tudi domači nogometaši, ki bodo zagotovo bolj motivirani in boljši vstopili v naslednje dvoboje v prihajajočih kolih tretje slovenske nogometne lige. Lep pozdrav in nasvidenje, vabljeni pa seveda tudi k spremljanju preostalih dvobojev.